Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pred nami je drugi polčas tekme zadnjega 16. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačo Bistrico in pa gostujočo zasedbo iz Rogaške. Po prvem delu domačini vodijo z 1-0 zadetkom Polegeka v 28. minuti. Treba je seveda izpostaviti, da so pred tem zadetkom imeli svoje priložnosti tudi gostje, a jasno, zaenkrat ta rezultat naslov prvaka daje, oziroma naslov prvaka na nek način bi lahko rekli, ker smo danes v Slovenski Bistrici, ostaja tukaj v Bistrici, gostje za končno prvo mesto in naskok na drugo slovensko nogometno ligo potrebujejo 2 zadetka, medtem ko domačim ugaja že neodločen rezultat. Tako je bil ta zadetek iz 28. minute zlata vreden. Videli smo tudi 2 zamenjavi v taboru gostov za ta drugi polčas. V igro sta prišla Andrej Pavlović ter Marko Malešević, iz igre pa odšla Nek Metić ter Alen Neskić. Malešević je medtem poslal predložek pred vrata, Pavlović je sprožil z roba kazenskega prostora, v bloku je bil Kristl. Nekaj vroče krvi sedaj na sredini terena. Martinčič je prijel močan udarec strani enega izmed gostujočih nogometašev. Sedaj to lahko vidimo v počasnem posnetku. Šlo je za udarec, ko je letaž že obležal na igrišču. Po vsej verjetnosti seveda ni šlo za nameren štart oziroma za namerno posredovanje. Zaradi ugovarjanja je sedaj opozorilo prejel tudi branilec domačih Vidmar. Jasno, seveda bolj bodo tekle minute proti koncu, bolj se bo iskrilo na igrišču, gostje bodo iskali izenačenje in na to še seveda zadetek za prednost oziroma za svoje vodstvo, a na drugi strani bodo morali biti pozorni na hitre protinapade domačih, ki so znani po tem svojem zares zelo hitrem prenosu iz faze branjenja v napad. Prosti strel za Bistričane bo sedaj izvedel Korošec. Martinčič je danes prejel že kar nekaj teh neugodnih udarcev, a seveda jasno, nekaj podobnega je bilo za pričakovati glede na samo pomembnost srečanja. Martinčič pa je zagotovo najbolj nevaren nogometaš domačih. Izbija Rešek. Bomo videli, kaj lahko v igro doprineseta pri gostih Malešević ter Andrej Pavlović. Slednji zagotovo zelo prodoren nogometaš, ki bo po desni strani iskal te situacije 1 na 1. Iz avta sedaj Kodelić do Pavlovića. Še vedno Pavlović v samostojni akciji. Izbija Vidmar, Rešek, Pušnik, Malešević. Malešević nekoliko na pamet sedaj Malešević in brez težav za Dabanovića. Nogometaši Rogaške takoj že po samem začetku tega drugega polčasa so stopili više in že želijo v sami fazi organizacije napada v težave spravljati obrambo domačih. Čuček do Mraza, Mraz žogo vrača vse nazaj do vratarja Wunderla. Znova Čuček. Mraz do Anđelića, ta lepo proti Golobu, še vedno Golob. Anđelić s podajo na desno stran, kjer se je dobro odkril Pavlović. Še vedno Pavlović proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil Malešević. Rešek pravočasno. Na koncu pa znova do posesti Malešević. Izjemno močan kontakt sedaj
Maleševiča ter Pušnika. Anđelić, Ploj, še vedno Ploj, Rokavec Anđeliću, ta je znova iskal Ploja. Mirno vse skupaj razrešuje Dabanović. Maleševič najvišji v skoku. Sedaj so se nekoliko glasili tudi domači navijači, ki jasno so zadovoljni s trenutno prikazanim ter seveda z rezultatom. Anđelić, še vedno Anđelić, Bračko, izbil je Korošec, Kristl, še vedno Kristl, na levo stran do Martinčiča. Martinčič, še vedno posesti Martinčič, Polegek, zdvojno podaja do Martinčiča. Vendarle na mestu Golob, a prednost oziroma prekršek nad Polegekom. V počasnem posnetku lahko vidimo ta prekršek nad Polegekom. Prvotno je sodnik Novarlič pustil prednost, na to pa prekinil akcijo. Za izvedbo z dokaj ugodnega položaja se sedaj pripravljata številko 18 Kristl in številko 10 Jaša Martinčič, ki je letos že ničkolikokrat dokazal, da lahko z teh prostih strelov zelo zapreti na vrata nasprotnega moštva. Martinčič strelja, prečka! Prečko je stresel Martinčič, ki je še enkrat več pokazal, da gre za nogometaša z izjemnim strelom z razdalje. Zares sijajen udarec Martinčiča, močan, natančen, Wunderl. Mislim, da se je nekoliko dotaknil žoge. Poglejmo še enkrat. Martinčič in Prečko, res sijajen strel, nekaj sreče sedaj za Rogaško, da izid ostaja 1-0, tokrat pa izvajalec prostega strela Kristl. Kristl proti oddaljenejši vratnici, znova se trese opirat Martinčič. Kakšna obramba Wunderla, kakšna obramba na koncu Wunderla ostaja 1-0, Bistričani pa iz minute v minuto vse bolj pritiskajo. Poglejte, tole Prečko prvotno natopa sijajno obrambo Wunderla, ki je z nogo zadržal žogo v igrišču, bi lahko rekli, in preprečil povišanje prednosti domačih. Tokrat pa do strela Bračko in gol-out za Wunderla. Preživeli so ta pritisk, gostje. Ostaja 1-0, a jasno, nogometaši Rogaške bodo morali odigrati veliko bolje, če bodo želeli priti vsaj do zadetka. Kristl, Kovačič v prostor do Kristla. Kristl pravočasno izvrat Wunderl. Korošec je takoj pritisnil na Reška in priboril žogo svoji ekipi. Golob je sedaj nastreljal Kovačiča in priboril out svoji ekipi. Rešek ga bo izvedel. Golob vrača do Reška. Ta z visoko podajo napad, kjer je bil najvišji v skoku Rozman, še vedno Bračko. Izjemen je Bračko v teh samostojnih prodorih, zelo težko mu je odvzeti žogo. Iz avta za domače bo metal Pušnik, Bračko vrača Pušniku, ta spodaja proti Kovačiču. Še vedno Kovačič, vendar je žoga na koncu izven igrišča in out za goste. Napaka Mraza, Kristl do Kovačiča, še vedno Kovačič, izbija Mraz. Anđelić podajo, našel je Ploja. Mraz hitrejši od Vidmarja. Vidmar se mora sedaj pravočasno vrniti v obrambo. Vendarle Martinčič vse skupaj zelo mirno razrešuje. Jaša Martinčič, Korošec.
vrača do Rozmana. V teh 10 minutah drugega polčasa so si Bistričani priigrali že 2-3 sijajni priložnosti za povišanje prednosti. Dvakrat zadeli okvir vrat, natančneje prečko v prvotnem strelu z prostega strela Martinčič, na to pa še, če se ne motim, Vidmar. Vidmar višji od ploja. Martinčič, veliko prostora je osvojil Martinčič, z dobrim posredovanjem se je izkazal Mraz. Poglejte sedaj ta hiter protinapad, Anđelić, prepočasen je bil Anđelić, izjemno hitro pa se je v obrambo vrnil Vidmar in priložnost vnovič za goste ostaja zamujena oziroma niso izkoristili, še enkrat več pa nesrečnež Anđelić. Poglejmo si še enkrat ta hiter protinapad, domači so nekoliko pozabili na obrambo, a vendarle pravočasno se je vrnil Rozman, ne Vidmar. Rešek proti Rokavcu, Mraz. Malešević v prepovedanem položaju slednji, Pušnik na kratko do Bračka. Prosti strel za domače bo izvedel Pušnik. Pušnik spodajal napad, iskal je Polegeka, izbija Mraz. Kovačič in Rokavec v dvoboju, uspešnejši Rokavec, izbija Čuček, višji od Rokavca pa Kristl. Še vedno Kristl na levo stran do Martinčiča. Martinčič spodajal v kazenski prostor, pravočasno pa izvrat Wunderl, veliko prostora ima sedaj Malešević, še vedno Malešević. Malešević in Pušnik 1-1, Malešević v samostojni akciji. Malešević izbija Ribič. Dovolj hiter Rozman. Korošec. Gostje po začetnem visokem pritisku na nek način sedaj puščajo veliko prostora domačim za uigravanje. Nov out za Bistričane, znova izvajalec Pušnik. Polegek, na mesto je bil Mraz. Čuček do Rokavca. Golob, znova Čuček. Anđelić, pameten prekršek sedaj Kovačiča. Anđelić takoj na kratko do Rokavca. Še vedno Anđelić, zelo je tehnično podkovan Anđelić. Mraz pred ložkom, izbil je Vidmar. Korošec izbija, znova Mraz. Ploj. Tokrat na mestu Ribič. Golob je dobro na desni strani našel Pavloviča. Še vedno Pavlovič. Nanj je pazil Martinčič in na koncu nespameten prekršek Pavloviča, ki je zamudil v tem dvoboju. Še enkrat več lahko vidimo ta prekršek strani Pavloviča. Enostavni, hitrejši je bil Ribič. V preostalih tekmah tega zadnjega 16. kroga na vseh obračunih vse skupaj na nek način še zgolj formalnost, bi lahko rekli. Morda edino na srečanju med Šampionom in Podvinci, kjer se ti dve ekipi borita za končno 7. mesto, drugače rečeno za 1. mesto v skupini za obstanek. Nogometaši Šampiona
ugaja že neodločen rezultat, medtem ko morajo Podvinci nujno premagati Šampion, če želijo končati letošnjo sezono na 7. mestu, medtem pa prekršek enega izmed domačih nogometašev. Zanimivo je zagotovo tudi v Dravogradu, kjer gostujejo Cirkulane, ki so letos kot edine, vsaj zaenkrat seveda, premagale Bistrico v prejšnjem krogu z 1-0. Kot že rečeno, bomo videli, ali bodo ta skalp nadgradili zmago za konec prvenstva in si tako priborili končno 3. mesto. To bo zares sjajen uspeh Cirkulan. Anđelić, Dabanović pravočasno iz vrat. Pavlović. Prekršek Pavlovića nad Ribičem. Zelo dobro se je v tem dvoboju znova postavil Ribič, ki zaenkrat v fazi branjenja igra zelo dober nogomet, oziroma brez večjih težav je v prvem delu pokrival tako Kmetiča, kot seveda tudi Meskiča. In sedaj zaenkrat dobro delo tudi opravlja s pokrivanjem Pavlovića. Anđelić obležal je izven igrišča, napadalec domačih Polegek. Tekma se medtem nadaljuje. Pavlović, še vedno Pavlović, Rokavec diagonalno podaja na levo stran, kjer je Rešek. Rešek vrača do Maleševića. V igro se je že vrnil sedaj Polegek. Golob s podajo proti Pavloviću. Ta je v sredini kazenskega prostora iskal Ploja, a vse skupaj je dobro prebral Dabanović. Anđelić strelja čez vrata, je sprožil Anđelić, ostaja 1-0 za domače. V časnem posnetku si pogledamo ta strel z velike razdalje. Močno, a nekoliko nenatančno strani vezista gostov, ki sedaj v tem drugem polčasu igra skupaj v paru v napadu s Plojem po vstopu Maleševića in Pavlovića. Z roko je igral Polegek. Rokavec. Wunderl je zagotovo v tem drugem polčasu s posredovanjem po strelu Jaše Martinčiča zagotovo najbolj zadolžen, da je prednost domačih še vedno minimalnih 1-0 ter tako nogometaši Rogaške še ostajajo v boju. Iz avta sedaj je Ribič. Na mestu Vidmar. Pavlović do žoge. Pred Plojem Vidmar. Kovačiča je pritisnil Rešek, out za Rogaško, teče 64. minuta obračuna. Rokavec, Rešek, Golob. Golob vrača proti Mrazu. Znova Golob, Čuček. Prebral je to podajo Čučka, Martinčič, še vedno Martinčič. Martinčič v prostor, Polegek brez težav za Wunderla. Na desni strani je imel Polegek dobro postavljenega Kovačiča. Gostje so že krenili v hiter napad. Korošec in Malešević v dvoboju. Brez prekrška nad Maleševićem. Rešek zelo borbeno izbija Vidmar, oziroma izbil je Rozman, se opravičujem. Hitro iz avta Malešević, Rokavec. Znova na tleh Malešević, enkrat več brez prekrška nad slednjim. Malešević je sedaj kar 3-krat obležal in v nobenem primeru ni
prišel do željenega prekrška. Rešek vrača do Čučka. Mraz. Malešević sedaj zelo spretno. Malešević v bloku. Pušnik kot za Rogaško. Izvajalec znova številko 10, Anđelić. Anđelić, nevarno je bilo pred vrati Dabanovića, ki je ohranil mirne živce in dobro posredoval. Zelo nevarno je bilo to, poglejmo še enkrat. Znova v napadu gostje, Pavlović. Še vedno Pavlović nanj je pritisnil Krisl, out za goste. Ploj, Golob spodal v kazenski prostor, kjer se je odkrival Čuček, najvišji je bil na koncu Vidmar. Pametno sedaj Polegek na desno stran, kjer ima veliko prostora Kovačič. Polegek, lepo Polegek, mimo Reška, prekršek slednjega in rumen karton bo za ta štart oziroma za ta storjen prekršek prijel številko 13 Mitja Rešek. 63 minutna sreča, rumeni karton za ekipo Rogaške. Igralec številka 13 Mitja Rešek. Prosti strel za domače bo sedaj izvedel številko 2 Pušnik. Jasno, v taboru Bistrice se sedaj nikamor ne bo mudilo, imajo prednost 1-0, ki prinaša naslov. Pušnik izbija Mraz, Golob, Anđelić. V taboru Bistrice se zagotovo zavedajo, da tudi če prejmejo en zadetek, še vedno uvrstitev v drugo slovensko ligo ostajajo pri njih. Polegek spodajo proti Pušniku. Še enkrat več se je vmešal Mraz. Pameten prekršek je sedaj storil Polegek. Golob. Pavlović. Krenil je Pavlović, še vedno Pavlović. Pavlović v bloku Vidmar, Rokavec v preigravanju, priboril je kot in še enkrat več se tudi branilci gostov selijo v kazenski prostor Bistrice. Izvajalec kota pri gostih bo številko 3 Malešević. Malešević proti bližnji vratnici. Strelja Pavlović, izenačenje! V 69 minutih po udarcu iz kota strelec zadetka pa številko 17 Andrej Pavlović, ki je dokazal svoje mojstrstvo in gostje so prišli do zelo pomembnega zadetka za izenačenje. Predložek Maleševića. Na to pa izjemno močan, natančen strel z voleja Pavlovića ter izenačenje na 1-1. 69 minutna sreča, zadetek za ekipo Rogaške. Strelec zadetka igralec številka 17 Andrej Pavlović. Tudi je Bistrica 1, Rogaška 1. Sedaj pa je pred nami peklenskih zadnjih 20-25 minut pirotehnični vložek strani gostujočih navijačev sedaj. Bistričani
Rožmani pa med tem nadaljujejo z igranjem. Martinčič, prekršek nad slednjim je storil Kodelič. Kristl na mestu Kodelič. Veliko prostora ima sedaj Pavlović, krenil je Pavlović. Še vedno Pavlović proti Ploju. Ploj. Še vedno Ploj. Ploj s podajo. 11 metrovka. 11 metrovka za goste. Vse skupaj se je preobrnilo in res v ključnih minuti dveh so goste prišli še do 11 metrovke. Poglejmo še enkrat to v počasnem posnetku. Igra z roko Bračka in 11 metrovka. Bomo videli, ali bodo gostje prišli do popolnega preobrata v pičlih dveh minutah. Izvajalec 11 metrovke pa številko 10 Stefan Anđelić. Ali Dabanović ali Anđelić sedaj v dvoboju. Vsi na tribunah, tako domači kot gostujoči navijači, nestrpno pričakujejo to izvedbo najstrožje kazni. Anđelić še samo čaka na znak glavnega sodnika. Anđelić strelja, 1-2 zadetek Anđelića. Deliri na tribunah v taboru gostujočih navijačev, res izjemno. Kakšen preobrat Rogaške v pičlih dveh minutah in slavje na tribuni, kjer so gostujoči navijači, res izjemno. Bomo videli, kakšen odgovor sedaj pripravljajo domači. Tudi sami ste lahko sedaj videli izjemno proslavo tega zadetka. Popoln preobrat, zadetek pa za 1-2 v 72 minuti. Strelec pa za 11 metrovke Anđelić. Res neverjetno, kaj vse še nas čaka na tem obračunu. Domači pa bodo morali strniti svoje vrste ter zaigrati napadalno in v zadnjih 20-25 minutah iskati izenačenje, kateri bo znova prinesel naslov v Bistrico. Pušnik. Anđelić. Krenil je Anđelić. Odležal je sedaj Rozman. Pavlović strelja, brani Dabanović, teče 74. minuta, Dabanović žogo pošilja z igrišča. Neugoden udarec je v enem izmed prejšnjih dvobojev prejel številko 4 Rozman. Sedaj to situacijo je Ploj nekoliko nehote pohodil Rozmana, kateri bo seveda stisnil zobe in nadaljeval s tem obračunom. Znova pa zelo glasni gostujoči nogometaši oziroma navijači, seveda Korošec. Out sedaj za Bistrico, izvajalec bo Ribič.
V robu strateg domačih pripravlja svojo prvo zamenjavo. V igro bo vstopil številko 15 Sebastian Šlak, ki je v tej sezoni dosegel že 7 zadetkov. Najvišji v skoku Mraz. Sedaj pa je situacija povsem drugačna, ko je bila še pred 5-6 minutami. Rogaška je ta, ki ima naslov. Bistričani pa nujno potrebujejo zadetek, da pridejo do točke, katera bi končno prvo mesto prinesla njim težave. Za Korošca prekršek slednjega in leta bo prejel rumen karton. Prosti strel bo izvedel Mraz, zamenjava iz igre številko 21 Kovačič, v igro pa številko 15 Sebastian Šlak. Bomo videli, ali lahko Šlak doprinese oziroma po dolgem času zatrese mrežo nasprotnika. Pavlović sedaj pametno izbija v avt, ki bo na koncu vendarle pripadel Bistričanom. Izvajalec številko 7 Ribič in znova pirotehnični vložek gostujočih navijačev, ki na nek način že slavijo, a jasno za slavje še je prezgodaj. Pred nami še vsaj 20 minut obračuna, 15 minut plus sodniški dodatek. Kristl na desno stran, kjer ima veliko prostora Pušnik. Pušnik, Polegek, Šlak. Še vedno Šlak, Rešek izbija avt za Bistrico. Pušnik, Kristl, Korošec, Martinčič. Še vedno Martinčič, brez prekrška nad slednjim. Ploj takoj na desno stran, kjer se v napad vključuje Pavlović, hitrejši od slednjega. Vidmar mirno proti Dabanoviću, ta pa vse do Rozmana. Rozman s podajo, Bračko je podaljšal, Rešek je prebral namero Bračka. Na Wunderla je pritisnil Šlak, pravočasno je izbijal Wunderl. Zelo težko žogo mu je nazaj vrnil Kodelić. Ribič, Martinčič, bomo videli, ali še ima kaj v nogah Jaša Martinčič. Korošec znova proti Martinčiču, izbija Golob. Seveda treba je vedeti oziroma izpostaviti, da pred tema dvema zadetkoma Rogaške so nogometaši Bistrice kar dvakrat stresli okvir vrat, zadeli prečko in še enkrat je vratar Wunderl izjemno posredoval. V prvem polčasu so nogometaši Rogaške zapravili nekaj priložnosti pred zadetkom Bistrice, tako da spremljamo res za izjemno nogometno predstavo. Prav obe moštvi igrata na nivoju druge slovenske nogometne lige. Malešević pritiska na Rozmana. Morda pa se bo na koncu poznala ta mladost Bistričanom in neizkušenost, katera jih je pripeljala do teh težav, bi lahko rekli. Iz avta bo metal številko 13 Rešek. Gostje pa imajo kar nekaj teh izkušenih nogometašev, ki v teh trenutkih znajo ohraniti mirne živce. Predvsem sta to Ploj, Rešek, Anđelić, tudi Pavlović, mirno Kodelić. Nov nesporazum v zvezni vrsti domačih, ki so po tem prejetem drugem zadetku povsem padli in še niso uspeli preigrati kakšno priložnost oziroma vsaj na nek način poizkusiti streli. Korošec sedaj na desno stran do Pušnika, Pušnik do Šlaka, še vedno Šlak. Si igra z roko Šlaka, Šlak s predložkom. Anđelić. Pametno izbija Anđelić. Znova iz avta Pušnik. Pušnik proti Korošcu. Znova Pušnik. Pušnik, Šlak, Bračko.
še vedno Bračko. Bračko in Rešek sedaj v dvoboju. Rešeku je v pomoč prišel Anđelić, ki je na koncu vzel žogo v Bračku. Korošec, še vedno žoga v posesti domačih. Korošec do Kristla. Kristl s podajo v kazenski prostor, nenatančen in še prekršek strani Bračka. Prosti strel sedaj za Rogaško. Rokavec brez prekrška nad slednjim. Bračko pravočasno do Kristla. Prednost pušča glavni sodnik. Kristl na levo stran, kjer je Martinčič. Martinčič znova proti Kristlu. Kristl je poizkusil s podajo v bloku Čuček in kot sedaj za domače. Teče pa že 81. minuta obračuna. Prednost gostov pa še vedno minimalnih 2-1. Izvajalec kota pa znova številko 2 Pušnik. Pušnik pred vrata. Najvišji v skoku je bil Čuček, dovolj hiter, oziroma ni bil na koncu dovolj hiter Malešević. Out znova za domače. V grobu strateg Bistrice pripravlja še drugo zamenjavo. V igro bo prišel številko 19, Enej Kapun, ki je v tej sezoni dosegel že 2 zadetka. Morda je lahko prav on ta jeziček na tehnici, ki bo prinesel preobrnitev rezultata. Pavlović, še vedno Pavlović. Pavlović na levo stran, iskal je Maleševića. Pri gostih je razvidno, da po vstopu Pavlovića in Maleševića so začeli igrati bolje in hitreje. Iz igre pri Bistrici pa številko 8 Nejc Bračko, v igro pa kot že rečeno številko 19 Enej Kapun. Korošec do Kristla. Prostor sedaj Pušnik do Kapuna, pametno je vse skupaj zagradil Rešek. Vidmar do Korošca, ta vrača Kristlu. Desni strani ima veliko prostora Pušnik z ostrim podložkom. Težave imajo v taboru gostov v kazenskem prostoru. Sedaj se domači pritožujejo, zahtevajo igro z roko in Šlak je zaradi ugovarjanja prejel rumen karton. V počasnem posnetku bomo sedaj videli to situacijo. Zelo težko je bilo vse skupaj razvidno, morda tukaj, ampak ja, kot ni pravi, da bi lahko videli, ali je dejansko šlo za igro z roko. Ponovitev udarca iz kota zahteva glavni sodnik, znova pa pri domačih izvajalec številko 2 Pušnik. Pušnik, Pavlović najvišji v skoku. Ploj izbija. Ribič vrača Gabanoviću. Ploj pa ima sedaj težave. Zagotovo krči, tudi Ploj je danes pritekel zelo veliko. In to je seveda razlog teh krčev.
smo še enkrat več lahko videli v počasnem posnetku. Zelo zahtevni vremenski pogoji so za sam dvoboj. Zelo vroče je tukaj v Slovenski Bistrici. Še enkrat več si lahko gledamo te težave ploja. Športno sedaj Anđelić žogo vrača domačim. Dabanović pa seveda takoj nadaljuje z igro na kratko do Korošca. Kristl z visoko podajo proti Šlaku, ki je storil prekršek. Nespametno je sedaj vse skupaj odreagiral Sebastian Šlak. Znova si oglejmo to podajo Kristla. Šlak pa seveda s čistim prekrškem na koncu ustavlja oziroma je želel do žoge. Teče pa že 86. minuta oziroma vstopili smo pravkar v 87. Martinčič, še vedno Martinčič. Domači nikakor ne more vzpostaviti svojega načina igre. Po tem drugem prejetem zadetku Rogaška zaenkrat brez večjih težav zadržuje svojo prednost. Korošec, še vedno Korošec na desno stran, kjer ima veliko prostora oziroma nekaj prostora Polegek. Še vedno Polegek v samostojni akciji. Žoga je zletela mimo vrat Wunderla. Nova zamenjava pri domačih. Iz igre odhaja številko 4 Rozman, v igro pa številko 3 Andraž Korošec. 87 minuta je srečanje. Iz igre daje številka 4 Rozman, iz igre daje številka 3 Andraž Korošec. Nekaj pirotehničnega vložka tudi strani domačih navijačev in prekršek Andraža Korošca. V časnem posnetku si lahko ogledamo to zaustavljanje Andraža Korošca. Pametno je vse skupaj izsilil, bi lahko rekli, Malešević, ki je dokazal svoje izkušnje. Pušnik s podajo iskal je Šlaka, uspešnejši od njega je bil Mraz. Teče pa že 89. minuta, zelo malo časa še imajo domači, da pridejo do zadetka, ki bi jim zagotovo prinesel naslov. Dovolj hiter in spreten je bil sedaj Vidmar. Kristl. Korošec spodaja na desno stran, kjer se je odkrival Polegek. Umešal se je Rešek. Pušnik. Korošec. Korošec proti Martinčiču. Kristl ni uspel ustaviti žoge. Znova Korošec. Pušnik. Krenil je Kapun. Še vedno Kapun. Nan pazi ta Malešević.
ter Rokavec. Žoga je na koncu zapustila igrišče in out za Rogaško. Sedaj težave skrči tudi za Stefana Anđelića. V igro sedaj bo seveda trener gostov, ki ob igrišču pripravlja zamenjavo, s tem vsekakor želel ukrasti nekaj časa, pametno strani stratega Rogaške. Korošec, še vedno Korošec, še nekaj moči ostalo v nogah Korošca. Korošec proti Martinčiču, dovolj hiter Martinčič. Znova vrača do Korošca. Korošec podajo. Našel je v kazenskem prostoru Andraža Korošca, a strel slednjega ni bil nevaren za Wunderla. Teče pa 91. minuta sodniškega dodatka. Kapun nespametno. Se kaže Rogaška tista, ki se bo na koncu veselila. Zdaj pa znova navijaški vložek. So zaradi tega poskrbeli domači navijači. Sedaj pa Ali je pred nami. Vnovičen zadetek v sodniškem podaljšku, katerega smo doživeli že enkrat v tej sezoni, v 92. minuti, katera teče tudi sedaj. Je takrat z podobnega položaja predložek poslal Pušnik, najvišji v skoku pa je bil Martinčič. Bomo videli, kakšen zaključek nas čaka tokrat. Znova pa izvajalec številko 2 Pušnik. Ali znova pred nami odločitev v vzdihnjajih obračuna. Pušnik, najvišji v skoku, eden izmed domačih nogometašev, a tokrat je žoga zletela čez vrata Wunderla in ostaja 1-2. Zamenjava pa sedaj v taboru gostov. V igro bo prišel številko 14 Tomi Govec. Iz igre pa številko 9 Alen Ploj. Ploj, ki danes sicer ni dosegel zadetka, a v napadu res pritiskal na zadnjo vrsto Bistrice, povzročal težave, na sebe vlekel 2 nogometaša in s tem zagotovo pripomogel k tej zmagi oziroma temu uspehu Rogaške. Teče pa 94. minuta obračuna. Bomo videli, koliko časa bo glavni sodnik še pustil za igranje. Dabanović, še nekaj časa ostalo za domače. Kristl podaja v napad, nobenega izmed domačih ni bilo. Izbija Anđelić, še vedno se tekma nadaljuje. Pušnik iz avta, Kapun, znova proti Pušniku.
Kapun v obrambo se je vrnil Rokavec. Prekršek je tam storil Kapun nad Anđeličem, v protinapad je krenil Gobec. Od njega uspešnejši Vidmar. Vidmar proti Kristlu. Še vedno Kristl na levi strani, ima veliko prostora Martinčič. Martinčič v samostojni akciji, Martinčič pred vrata. Na mestu je bil Rešek. Še bo dovolil glavni sodnik izvedbo tega kota, znova pa izvajalec številko 2 Pušnik. Kakšen zaključek letošnjega prvenstva, res sijajno. Pušnik tokrat proti bližnji vratnici, kjer je do strela prišel Korošec, na koncu pa je glavni sodnik odtiskal konec obračuna in zmaga gostov in uvrstitev v drugo slovensko ligo odhaja, oziroma uvrstitev v drugo slovensko ligo se veselijo pri Rogaški. Zares sijajen preobrat jim je uspel v drugem polčasu, v pičnih 2-3 minutah in ja, res nekaj neverjetnega smo spremljali danes. Nogometaši Bistrice pa poklapani seveda imeli so prednost skozi celotno prvenstvo, bili najboljše moštvo, na koncu pa v zadnjih 2 krogih doživeli 2 poraza, katera sta zadostovala za končno drugo mesto in Rogaška je kar naenkrat, oziroma v bistvu po visokem zaostanku pred zadnjima 2 krogoma 6 točk na koncu vendarle uspela pripraviti mali čudež in osvojiti naslov v 3. slovenski nogometni ligi in kot že rečeno, veselijo se uvrstitve v drugo ligaško konkurenco. Preletimo še strelce. Za domače je v 28 minuti zadev Polegek, na to pa preobrat v drugem polčasu v 68 minuti Pavlović, na to v 72 pa še Stefan Anđelič z 11 metrovke na 1-2. Priča smo bili pravemu nogometnemu prazniku danes. Poglejmo si še enkrat zadetke iz današnje tekme. Prvo zadetek Polegeka v 28, ko je še vse skupaj kazalo na napredovanje Bistrice, na to pa ta kot in izjemen vole Pavlovića za 1-1, na to pa še 11 metrovka v 72 minuti in strelec za končnih 1-2 Stefan Anđelič, ki je pokazal svoje mirne živce in svoji ekipi prinesel uvrstitev v drugo ligaško tekmovanje. Pred nami je še seveda podelitev pokala. Zares izjemno slavje v taboru gostov, ki vse skupaj proslavljajo s svojimi navijači. Na koncu mislim, da lahko rečemo zasluženo so gostje preobrnili rezultat, predvsem so tukaj Bistričani sami krivi za ta poraz oziroma za zapravljeni 2 res izjemnimi priložnosti pri vodstvu z 1-0, 2-krat stresli okvir vrat in vse skupaj jih je kaznoval nogomet, bi lahko rekli. Rogaška pa je v drugem delu izkoristila obe svoji priložnosti ter prišla do zmage. Sijajen zaključek letošnjega prvenstva. Gostje sedaj tečejo pozdraviti še svoj drugi del tribune, če bi lahko tako rekli, ki je bil skozi celoten obračun zelo, zelo glasno, seveda z njihovimi organiziranimi navijači. So skupaj pokazali res sjajno vzdušje. Zdaj pa smo vendarle dočakali podelitev medalji, katere, kot že rečeno, zaradi protokola
tisti igralci vzamejo kar sami. Sedaj pa za konec še tisto najslajše, seveda podelitev pokala, in ta je že v rokah kapetana gostov Gorana Čučka. Veliko slavje sedaj in pokal za naslov prvaka v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod Terigen in v rokah nogometašev Rogaške, ki so zares po pravi drami v zadnjem krogu prišli do uvrstitve v drugoligaško tekmovanje in sedaj še slikanje s pokalom. Za letos je bilo to z naše strani vse, kar se tiče prenosov tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Hvala za vašo pozornost in seveda lahko samo upamo, da je pred nami tudi naslednjo sezono tako razborljiv zaključek, kot smo ga imeli letos. Hvala za vašo pozornost seveda in lep pozdrav in naslišanje do naslednjič.